Kot smo že poročali, je stavko za 24. januar doslej napovedalo 16 sindikatov. Protestni shod na dan stavke pred vladno stavbo pa bo podprlo 22 sindikatov javnega sektorja, med drugim tudi sindikat Univerze v Mariboru, ki ima podporo vodstva univerze. To se nam zdi zelo pomembno sporočilo tudi za zaposlene in študente, da smo končno enkrat v vseh teh letih delovanja tudi z vodstvom univerze uspeli najti skupno točko naših prizadevanj. To so seveda dodatna sredstva v financiranju univerz. Združeni v svojih vrstah so se predstavniki višješolskih zavodov ločili od kolegov šolnikov, sindikatov vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. Kritični so določenih pogajanj in različnih terminov stavke. Mi smo sindikat dejavnosti in smo solidarni tudi z drugimi poklicnimi skupinami, medtem ko se SVIZ-ove zahteve omejujejo zgolj in samo na poklicno skupino osnovnošolskih učiteljev. Toda kljub razhajanju so jih naslednjo sredo povabili na stavko. Mi bi pričakovali, da bi vsaj SVIZ-ov del, ki deluje na Univerzi v Mariboru, našo stavko podprl in upamo, da jo tudi bo. SVIZ-u očitke sindikata Univerze v Mariboru zavračajo in opozarjajo, da niso mogli podpreti kolegov v javnih službah, saj so bili sredi drugih pogajanj. Mi smo se pogajali in to zelo dolgo z vlado za naše najslabše plačane delavce zaposlene v skupini J. In dokler ta pogajanja niso bila zaključena, nismo želeli tvegati njihovih zahtev, zatem da bi odprli svoje. Za svoje zahteve trdijo, da so nezdružljive z ostalimi sindikati. Po mnenju Radosavljevića so v njihovih vrstah prvi pozvali k stavki in želeli, da se jim drugi pridružijo. Torej, stavko smo najprej napovedali sami. Potem so se zbudili tudi ostali, sicer smo mi napovedali našo stavko šele za 14. Sem smo hoteli, da drugim čas, da se priključijo in gremo enotno v stavko. Oni so za nami napovedali stavko pred tem. Menijo, da vlada načrtno zavlačuje in da ji godijo nesoglasja med posamezni sindikati, saj jo združeni preveč ogrožajo. Problem pa je, da očitno vlada uživa v tej situaciji in računa na to, da se bodo sindikati pobili med sabo, da bi imeli z nami pač manj težav. Luč na koncu tunela je skušal prižgati minister za javno upravo, ko je predstavnike sindikatov povabil k podpisu aneksa k kolektivni pogodbi javnega sektorja. S tem bi na krovni ravni sklenili pogajanja o odpravi plačnih anomalij nad 26. plačnim razredom. Na ministrstvu za javno upravo bodo po roku za podpis preverili, ali je bil dosežen kvorum. Če ga bodo dosegli, bo lahko aneks uveljavljen. Kvorum najverjetneje ne bo dosežen, tako da to je bolj kot nejasno, da tega ne bo. In potem ostane samo tisto, kar smo že odprli, torej pogajanja o dvigu plač. Kako bo spor med posameznimi sindikati vplival na rezultate napovedane stavke, pa bomo še videli.